spoštovani predstavniki medijev. Cen vinjet zaenkrat ne bomo spremenili. Popolna novost za vas, to ni slišali, ste že v ponedeljek. Pa mogoče obrazložitev, kaj se nam je podilo v mislih v teh prvih dneh, ko smo prevzeli odgovornost glede vinjetnega sistema in glede cestninjenja v bodoče v Republiki Sloveniji. Glede na obstoječi sistem in pa projekcijo pobrane cestnine v 2009 bo okrog 55 milijonov evrov primanjkljaja za obstoječe obveznosti Darsa. Obstoječe obveznosti osnovnega avtocestnega programa, kar pomeni, da z tem sistemom, ki ta trenutek velja, ne bomo v prihodnje uspeli pobrati niti toliko denarja od cestninjenja, da bi pokrivali obveznosti, ki so nastale do tega trenutka pri gradnji avtocest v Republiki Sloveniji. V naslednjih letih, torej, kar je posebej zaskrbljujoče je, da obstoječi sistem pravzaprav ruši sistem izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. V letu 2009 je predvidenih novih investicij nekaj manj kot 500 milijonov. V letu 2010 je predvidenih okrog 390 milijonov, natančne številke lahko dobite kasneje. V letu 2011 280 milijonov, v letu 2012 100 milijonov. To so bodoče obveznosti, ki jih bo seveda težko servisirati, če ne uspemo pravzaprav servisirati niti tistega, kar smo do tega trenutka pridelali v avtocestnem programu. To, kar vam razlagam, je samo osnovni avtocestni program. Potem imamo še dodatni avtocestni program, ki je ocenjen skupaj za približno 1,6 milijarde evrov. V tem dodatnem avtocestnem programu so Draženci Gruškovje, Postojna Divača Jelšane, Koper Dragonja, razširitev Koseze Kozarje, rekonstrukcija Smarje Šap Višnja Gora, nekatere navezovalne ceste. Potem imamo pa še razvojne vsi. Tretjo A, četrto in tako naprej. Ocena za razvojne vsi, zadnja, ki je pripravljena, je 2,6 milijarde. To so vse obveznosti, ki izhajajo iz odločitev, ki jih je sprejel Državni zbor. To je program, ki ne bi se ga izvedlo. Pa še enkrat ponavljam, ne uspemo pa servisirati niti tega, kar smo do zdaj pridelali dolga. Naraščanje deleža zadolževanja v strukturi virov skozi leta je vedno večje. Torej ta delež narašča od recimo 42% v letu 2001 do 78% v letu 2007. Torej zadolževanje kot vir postaja glavni vir. Če vam povem dve besedi o strukturi virov do leta 2007, je bilo namenskih sredstev, se pravi sredstev, ki jih je Državni zbor iz proračuna, Republika Slovenija iz proračuna namenila za gradnjo avtocest približno 34%, v letu 2008 je to 2%. Kohezijski sklad je bil zanemarljiv do leta 2007, leta 2008 je približno 5,7%. Glavni vir postaja torej zadolževanje in s tem še enkrat trdim, da je avtocestni program resno ogrožen. Ali bomo nekaj naredili, spremenili, ali bomo pa nehali graditi avtoceste v Republiki Sloveniji.